pomemben dogodek in oni zamujajo. Halo? A kdo kle? Prvo pomoč imam, štrik, vseh 6 flaš, rezervne obleke. Kot vedno, pripravljen. Gorca pa na drugi strani. Poziram, že potem v šavju hodil. Ja, daj eno kost riska, vse bo dobar. Pa če glih danes izide nova sezona Jašefa in jo bom zamudil zaradi orientacijskega pohoda. Ja, to pa je res krivica. Ampak vse bo že preživel. Čak malo, a se dobimo imi prvoznjakov? Ja, mogoče pa si na drugi strani. Greva pogledat. Oj, sva v isti skupin? Zgleda res. Ko si? Še kar, veš, skrbi me zate. Ker naprej sama pa se z ambenmu ne družaš. Včasih sem se družila s tabo. Pa saj me razumeš, da se ne mora več s tabo družiti, zaradi Roka. Kaj pa ima Rok veze z nama? Ja, Tina je zaljubljena v njega, ti pa se družiš z njim, pa ga hočeš za fanta. Pa prav lebetaš? Pa sva prijatelja. Ima pa isti okus za glasbo pa za serije. Pa se pogovarjamo o tem. Ampak Rok pripada Tini. Pripada? Jo, pa kdaj boš ti začela razmišljati svojo glavo, no? Tina je zlobna, pa misli samo nase. Prav hudo mi je, ko vidim, kako vpliva nate. Veš, Neža, nismo vsi toliko pogumni, pa samosvoji, kakor si. Jaz si sploh ne upam povedati na glas, kaj mislim, da se ne bo sramotila. Ampak, če tega benmu ne boš povedala, bo ben ne vedel, kako misliš pa čutiš. Ni to preprost, veš. Brina! Brina! Prid mi pomagat, ful imam težek kruzak. Ja, pridem. A z njo smo v skupini? A z njo smo v skupini? O moj bog, ja, najboljše prijateljice gremo skupaj na orientacijski pohod. Brina, Mina, Tina pa jaz, BFF. Jaz z njo ne grem nikamor. Jaz tudi ne. Brina, obljubila si mi, da me boš spravila v skupino, kjer je Rok. Ja, obljubila si. Ja, prav, dobila sem jih pa dobro kle. Res si slaba prijateljica, ne morem se zanajst nate. Ja, res si slaba. O, punce, tukaj ste. O, Rok! Živijo. Ona. Ej, Gašper, tukaj so vsi. A mi smo skupaj? Ja. Jo, jaz komi čakam, orientacijski pohodi so mi live. A ste vi sploh resni? Tako ste se napravili na pohod, kada ste doma na kavču pa gledate Netflix. Joj, premočljiva majica, neozmeteni čevlji, še čopa nimaš. Kaj te ni Čehi ste se napravili? Jaka, v papučak si prišel, pa kaj te ni jasa? Ma jaz sem skos v papučah. Živijo, a je tukaj zbirališče za pohod? Kaj imaš pa ti na nogah? Čevlje. To niso čevlji, to je katastrofa. Kaj, ja ti niso všeč? No, sej imam še par drugih, se lahko prebujem. Joj, daj kakšne drame zaradi čevljev, obnaši se normalno. Predlagam, da gremo skozi načrti in naloge, ki nam jih je dala profesorca. Ko pa je? A lahko jaz odprem, jaz sem čisto navdušen. Ja, daj. Hvala. Ok, super. Torej, najprej gremo proti severozahodu, Mesečove planote, belih skal do... Do? Ne, tja pa ne gremo. Kam?
Tam ne gremo. Če gremo tja, bo z nami konec. Joj, kva vlevetaš? Tam bomo za zmeri pogubljeni. Kam to? V suho močvaro. Zakaj pa bi bili vsi močvari pogubljeni? Ker tam živi velikan, ki nas bo vse požrl. Joj, Gašper, kjer vesolec ti? Ne zajebavajte se iz Gašparja. Revež pač ne ve resnice. Kakšne resnice? Da, velikani Božiček in dedek Mraz pač ne obstajajo. Vi se kar smejte, ampak meni je moja babi povedala zgodbo o velikanu, ki se nahaja v suhi močvari. In ta velikan ima tam eno luknjo. In če stopiš to votlino, tam je s tabo konec. Tam je s tabo, tam si mrtev. Ja, veš, da je meni babi pripovedala tako, isto zgodbo, sam, to je bilo tako, ko sem bila ful majhna. Po moje, da sam ne razmišljala. Ni izmišljala, resnično je. A se spomnite na skupino otrok, ki so jih suhi močvari izgubila prejšnji teden? Ja, sem slišala po radiju. Moja mama je rekla, da so verjetno šli doma. A so jih že najdli? Ne, ker jih požrl velikan. Dvomim, da mi nas profesor ta poslala na smrtno nevarno pot. Tako da raj gremo, da to le čim prej odpravimo. Ja, kakor sem že rekla, po moje sam legenda, tako da se mi ne zavedam. Ne, no, ne. Pač pa vsaj ne iti v votlino. Ja, no, ne vem, Bom jaz to gledala. Roka z mano. Ja, to je. O, lahko sem jaz, lahko mi dva gledava. Mene branje zemljevida res dobro. Ja, Bom kar ja, jaz. res je boljša od tega. Vi itak nimate pojma. Če pa slučajno srečamo velikana, ste mi pa vsi dolžni en sladoled in 50 evrov. Glej. Kaj pa če ga ne srečamo, boš ti nam dolžen sladoled in 50 evrov. Samo sladoled. Eno kepco. No, gremo zdaj. Pa preverite, če imate vso opremo. Set za preživetje, brezvinske napitke. Pot bo zelo nevarna. Vse za preživetje, a mi to rabimo? Ja, upam, da si zapakirala še zame. Mislim, da tudi te čevlje ne v redu. Moram se preobut. Še 2 kilometra proti severozahodu. Gremo, babince in detki, hop, hop, hitreje. No, Neža, a zvedela včeraj nodil zombijev? Pa veš, da ne, vi si nam neče vse prav. Zakaj pa nisi prišla do mene, da bi si skupaj pogledala? Rok, veš, da me ne marajo, zato se družim s tabo. Ja, zakaj? Ja, zato, ker je ti navate in pač veš, kakšna je ona. Ja, sej, ampak tebi je bilo vedno vseeno, kaj si mislim, Tina. Ja, že, no, sam zdaj sem zaradi tega fulkat osamljena. Čakaj, ti veš reč, Tini? Ti si už. Jaz? Ja, sama je povedala, da če bi si večkrat umila set, pa dal dol kapco, bi bil ful boljši. A res? Ja, ja. Tina, ti lahko kaj pomagam? Ja, Ruzek mi lahko najseš. Čakaj. Ja, ful imam dobro idejo. Spel se. Ja. Tole zna biti pa kar zabavan. Ja, pa kdo pisal, da je jaka v Tino? Mislim, da je bila zelo lep par. Sam res. Punci, dajte mi same na svet, a ne dan gor te čevlje. Pa kje te najdeš vse te čevlje? To zdaj ni pomemben, sam plis povejte mi. Okej, ni razlike, ampak če ti kaj pomeni, dej. Hvala, sem vedela, v njih zgledam bolj suha. Pa kaj se dogaja? A se vsem meša? Zgleda. To boš zelo zanimiv.
zrak je tukaj čisto suh, samo čene do štompo premočen. Ja, ful je čuden. Spet se nisem pravi čelo bola, rabim škorne. Gozdne jagode. In kako so lepe in debele. O, ja, zgledajo dobre. A ti jih naberem? No, daj. Daj še men. Ti si jih pa kar sama daj. Stop, ne jejte jih, sigurno so strupene. Joj, lejte, kompas mi ne dela, zrak je čuden, 100% smo v suhi močvari. Tukaj se ne sme dotikati ničesar, kar je živo. Slasni so. A si ti nor, zakaj me nisi poslušal, zaš pa umrl? Še kar sem živ. Joj, Gašper, ne bo taka drama klidi. 5 minut pauze za jagode. Gašper, zakaj me ne odtrgaš? Glej, kako sem slastna. A slišite ta glas? Gašper, pojej me, pojej me. A slišite, jagode govorijo? Kako ustrajen moški si. Če me boš pojedel, boš dobil nove moči in boš najmočnejši vodja v vaši skupini. A me bodo potem sošolci vsaj poslušali? Seveda, ti boš njihov vzor. Tebi bodo sledili, kamor boš rekel. Potem se pa splača, kakšno pojesti. Dobro. Slastne. Kaj niso sočne. Jaka, pridi z mano, bova skupaj igrala igrice. Gaja, pridi z mano. Tam zadaj imam 100 novih parov čevljev zate. Tina, pridi z mano. Tvoji starši se danes ne prepirajo in bi te radi peljali v kino. Rok, pridi z mano, te povabim na slasten burger. Niža, pridi z mano. V raj, kjer boš imela ogromno novih prijateljev. Brina, pridi z mano. Tam zadaj se boš lahko v miru družila z Nežo. Mina, pridi z mano, če hočeš biti popularna. Gašper, samo še tebe čakamo. Tvoja ekipa te potrebuje, brez tebe so izgubljeni. Ja.
niste poslušali, v pasti smo. Kakšni pasti? Velikanovi, zašli smo v njegova usta in zelo sam čakamo, da nas pogoltne v njegov želodec, kjer se bomo stopili v njegovi kislini. Ojoj, Gašpar, nehaj nas strašiti. Ja, nehaj! Smrkovci ima prav. Zašli ste v moje usta in jutri, ko bo čas kosila, vas bom pogoltnil in nahranil prazen želodec. Kdo si, pa kaj hočeš od nas? Jaz sem velikan in že stoletja počivam v suhi močvari. S čarovnijo zvabim v past popotnike, ki hodijo tot mimo, in vi ste bili pravi mačji kašelj. Skupina otrok, ki se med sabo ne razume in ne zna sodelovati, takšne imam najraje, takšni se najprej ujamejo v moje pasti. Boš že videl, da smo rešili ven iz teh tvojih umazanih ust. Še nikomur ni uspelo. Ati, mami, na pomoč! Joj, kako grozno cviliš, pa saj te nihče ne sliši. Če me boste razgrali v ustih, vas bom še prej pogodnil. Sedaj potrebujem počitek, tako da brez dretja in smerjenja. Au! Ne hodite po spodnjih zobeh, bolijo me. Z nami konec. Joj, Gašpar, vse, kar si govoril, je res. Ne, nočem umreti, da je zmotljivi. Misliš v ustih? Ja, ne boči ti, hočem biti le s tabo, ko mi greš na živce. Meni pa ne greš. Vedno sem si želel umreti skupaj s svojo ljubeznijo življenja. Če že moram umreti, bom umrla v mojih najljubših čevljih. Oj, zakva me obe nikoli ne posluša, zdaj vsega konec, sadijo se mi gost. Ja, pa nam kar tako obupal, zdaj je kakšna pot ven iz kle. Neža ima prav, marsikaj lahko naredimo. Smo pri močeh pa polni idej. Ja sej, lahko si damo dol na hrbtnike pa pogledamo, če se lahko s kakršno koli stvarjo pomagamo. Ja, Gašpar, no ti moraš imeti nož, no, glede na to, da zmer pripravljen. Plastičen je. Še enkrat. Plastičen nož, mami mi ne pusti pravega. Ja, pomaš pa zih kaj drugega, kar bi lahko uporabil. Le kako bi si lahko pomagal za Santej? Ja. Ne, pogledaj pa nam. No jaz imam knjigo pa in sendvič. Jaz imam Coca-Cola, Mentos pa Nintendo. Jaz imam 10 parov čelov. Ja, to je to nič drugega. Kaj pa rabaš toliko čevljev? Pač sem obsedena z njimi. Enkrat bi jih rada izdelovala, pa pač sprobavam različne materiale pa modele. Ampak zgleda mi to nikoli ne uspel, ker bom umrla v tej smrdljivi votlini skupaj s čevlji. Ja, kje imaš pa hrano pa vodo za izlet? To imam pa v tem čevlju. Sem ga patentirala tako, da lahko not naliješ vodo, pa v podplat skriješ sendvič. Taki bom umrla. Tina, ti sem Timot. Imam tudi čevelj, v katerem je skrit švicarski nož. No super, to nam bo 100% pomagalo. No, Tina, kaj imaš pa ti v nahrbtniku? Jaz sem navijaške copke. Še kaj? Ja, pa par majčih, stare moje stvari nosmine. No, jaz imam s sabo samo toaletno torbico od Mine. Od Tine, en kup nekih šopičev, pa paletk, sama nekoristna šara. Sploh ne, zakaj te še eno poslušam. Namesto bi s sabo vzela sendviče, ki mi jih je danes pripravila mami, z majonezo in posebno salamo. Sem jih vrgla v smeti, ker smetitko rekla. Taki sendviči redijo. Joj, pa kot je za to pomemben. Nikoli več te nam poslušala. Punce, ne se krigati, zdaj to ni važen. Iščemo rešitev, kako bi prišli ven. Da smo hrano, vodo, pa brežičen sočnik. Ampak ti poslušaš res grozno glasbo, tako da nam to čisto nič ne pomagajo.
Mogoče pa. Jaz imam pa svojo spalko, šotor, vrv. Ja, vse bomo porabili. Ja, jaz imam vodo, pa prigrizke, tako da hrane pa pijače imamo za dan ali pa dva. Le, kje sploh najdem izhod? Če si predstavljamo, da smo v ustih, Sej smo tam. že, sam kam bo ta pot, pa kam bo ta pot. Torej, ta pot od njegovega želodca, potem do debelega črevesa in potem pride do riti, kjer bi bil mogoče lahko izhod. O, fuj, jaka! Pomislite malo, kje konča hrana, ki jo pijemo? Ja, drugač ima pa jaka prav, moramo najti vse izhode. Imamo vrv, imamo pa tudi svetilko, tako da se lahko en spusti dol pa pogleda, če je dol izhod. Ja, prav imaš, samo še to nam v bistvu preostane. Ja. Jaz imam palce, tako da predlagam, da jih vlečemo, pa Unka povlečeta najkrajšo, se spusti kje dol. Ni šans. Vsi bomo sodelovali pa pika, najvse zmagala. Ja. Tina. No, pokažite. O, Tina, ti imaš ta najkrajšo. Ne, se bo reči. Svetilka. Sej dobro, sam počas. Sežu. Poistino. Čak, dobila sem idejo! Ne boš se izmuzala, potegna se najkrajšo palčko. Ne, kaj pa če najprej probamo skozi usta? Lahko bi izplunil zob, ali pa ga tok dolg dražil po ustih, da nas bi izplunil, ali pa tok močno kihnil, da bi odletel ven. Sam rijek! Tina! Ubili smo Tino! Pa ne vidiš, pa Tina! Ima jaka! Še dobro, da je v grlu imel zataknjene kosti, da so se lahko jela. Tina, oprost, kako dobro je, da je zdala, mi smo te pa kar spustili. Ah, je že v redu. Itak, če bi pa umrla, bi me pa najmanj pogrešala. Jaz se kar naprej pogrešam. Sej vem, da ste me vsi siti in da vam kar naprej težim. Ampak zadnje čase ne znam drugače. Jezna sem na cel svet. Ati pa mami ni nikoli doma, če pa sta, se pa kregata. Jaka hvala, res si bil pogumen, da si skočil za mano. Malenkost, to sem se naučil iz igric, pa ne mišljamo kdaj reči, da mi igrice škodijo. Ali boste že tiho? Ne morem spati zaradi vaše galame. Pa še glava me boli, ker imam zobobol. Drugač, Tina, tvoje delo tako super, obi ga toliko dolgo dražil, da nas splune ven. Ja, jaz imam navijaške cofke, lahko ga toliko dolgo dražim pomado, da ne si splune. Jaz lahko ga s petkami udarjam po njegovem gnilem zobu. Jaz lahko s pudrom in čopičem vprašam cel grl, to ga bi dražal. In škohole pomeni, da so lahko naredili bombo. Jaz pa lahko dam na moj zvočni glasbo, če vam je všeč tudi velikano, ne bo, pa ga bo glava še bolj bolela. Bom zakuril ogenj, da mu zadimam cel grl. Ja, jaz pa imam še knjigo pa zemljevid, tako da bomo res veliko ogenj. Jaz bom pa tebi pomagala. A ste? Uboj! What's going on? Nehajte! Ne zdržim več! Glava mi bo eksplodirala! Zore, smo živi in zdravi!
O, ja, to je bil najbolj nor dan v mojem življenju. Ne moramo verjeti, to nam je uspelo. Ja, nisem vedela, da smo tako dobro vojska. To je bilo noro. O ne! Čevlje sem pozabila v ustih. Ne skrb, jaz jih imam doma na tone, ti lahko dan kjer hočeš. Super! A mi zdaj verjamete glede velikana? Ja, prav sem jo. Morali bi te že od začetka verjeti. Od zdaj naprej boš ti naš vodja na vseh pohodah, pa ti bomo sledili, kam ne boš rekel. Sploh zdaj, ko ne vemo, kam ne bomo. Ni problema, domov itak znam zaprtimi očmi, tako da. A gremo jutri do jezera, če vam je zadružena? Jelo? Samo da me ne boš spet komandirala. Ne bom, obljubam. Čak, do jezera pa ne moramo. Zakaj? Ker tam živi povodni mož Suzislav, ki nas bo vse potegnil v globino jezera. Ah, no, se že veselim nove pustolovščine. Spet me ne poslušate, dom je v tisto smer. Lahko prežgem muziko? domači dvorani, pa ker je tukaj Lucija, a je tukaj, jo pa jaz sam povabila na oder, ker ona je tole predstavo prvič videla. Zakaj? Zaradi tega, ker je ravno kar dobila dojenčka in ona je avtorica te predstave, tako da, če ne drugega priti zaradi otrok, bi te radi objeli.